Lepo pozdravljeni. Odločila sem se, da danes zopet pripravim za vas eno pomladno jed. Sedaj je sezona špargljev že blizu, oziroma nekje že rastejo, oziroma jih lahko kupimo tudi v trgovini. In zato bom danes pripravila rižoto s šparglji ali beluši. Uporabila bom zelene šparglje. In sicer prvo moramo šparglje dejansko poskusiti, če so dovolj mehki oziroma čvrsti. Če so že leseni, takrat jih pač ne moremo uživati, ne. To poskusimo tako, da špargelj primemo v roko in tam, kjer se odlomi, dejansko mora počiti, do tam je špargelj dejansko užiten. Sedaj pa špargelj moramo olupiti, in sicer vzamemo nož, lepilec za krompir in enostavno od vršičkov nekje dol potegnemo in jih olupimo. Tako naredimo z vsemi šparglji, ki jih bomo pač uporabili za rižoto. Takole. Šparglji so zdaj olupljeni, še enega. Lahko naredimo pa tudi to z navadnim nožem, ampak takrat gre pa bolj počasi. Tako. Tele ostanke oziroma te trde dele špargljev pa lahko uporabimo za osnovo. In sicer osnovo bomo pripravili tako, da bomo v slano vodo oziroma v vrelo vodo dali kuhati šparglje. Ker bom pa jaz iz tehle špargljev naredila rižoto, in dejansko jaz rada šparglje prej malce blanširam. Vršičke uporabimo ponavadi za serviranje ali pa tudi za rižoto. In sicer takole potrgam in dam v vrelo vodo. To vodo potem uporabim tudi za zalivanje rižote. Zdaj ste videli, da sem si nekaj špargljev prihranila, in sicer vršičke dam pa kasneje blanširati, zato ker so mehkejši. No, v kozico dam malo olja. Dodam sekljano čebulo. Šparglji so v pomladnem času zelo zdrava jed, dejansko odvajajo vodo, čistijo telo, tako da jih je dobro uživati, vsaj zdaj, ko so tako sveži in okusni. Čebulico bom čisto rahlo prepražila, toliko da ovene. Uporabila bom bel riž, vi lahko uporabite tudi katero drugo vrsto riža, če vam odgovarja, lahko mešanico rižev, lahko črni riž, lahko, ne vem, tisti neoluščeni riž, ampak jaz sem danes izbrala okroglozrnati beli riž. Sedaj, ko je čebulica že malo skupaj padla, dodam riž. Riž sem prej oprala pod tekočo vodo na cedilki. Riž je vedno dobro oprati, ker nikoli ne vemo, ali so kakšne smeti zraven ali pa tudi kakšne druge zadeve, ne. In riž seveda sedaj pražim tako dolgo, da bo postekljiv. To ugotovimo tako, da ko postanejo zrna bolj svetlikajoča, steklena rečemo, ne. Seveda riž med tem časom rahlo mešamo. No, sedaj so tile šparglji, ko sem jih dala blanširati, že tudi zavreli. Zdaj bom pa obkuhala par minut. Riž postaja vedno bolj steklen.
In seveda zdaj ga bom solila. Solim toliko, da bom solila tudi celotno jed, ne. Potem malo dodam popra, malenkost. Lahko dodate tudi beli poper, da je manj viden. In sedaj riž zalijem z neko količino belega vina. Belo vino lahko vzamete katerikoli, ni pa nujno, da je tisto najbolj kislo vino. Če želite pripraviti odlično rižoto, tako kot jo Italijani pripravljajo, Italijani tudi dajo včasih šampanjec ali biser, eno tako peneče vino. Jaz sem dodala kar belo vino danes in počakam, da se dejansko tole vino izhlapi. Tole se bo zgodilo kar hitro, ker je količina vina manjša, mislim mala. Dejansko pa vino da tak prijeten okus rižotam. Tudi mesni rižoti lahko dodate vino v prvi fazi ali pa tudi katerikoli zelenjavni, ne? Tako da to ni zdaj noben problem. No, sedaj pa imam že pripravljeno tudi osnovo za zalivanje in jaz bom sedaj zalila, ker je dejansko riž popil vino, nimamo več tekočine, bom ta riž zalila za to osnovo, v kateri sem kuhala šparglje. Ne? Ta osnova je tudi dobra za zalivanje bilo katerih zelenjavnih jug, tako da ničesar ne zavržemo. No, riž smo zdaj zalili in ga bomo pokrili. Počasi dušimo, zmanjšam temperaturo. Med tem časom so pa že tudi nekje šparglji blanširani in jih poberem iz te osnove. Poberem ven samo te šparglje, ki sem jih namenila za rižoto. Seveda bom pa vložila tukaj noter zdaj te vršičke, ki jih bom uporabila potem tudi za rižoto. Vršičke kuham krajši čas. Rižoto med dušenjem večkrat premešam. Poravnam ves riž noter, da ne bo kakšno zrno ostalo potem trdo. Zdaj bom pa tale beluše bom poljubno narezala. Ostali so lepi zeleni. Nekateri boste rižoto kuhali tudi tako, da boste na primer dali prvo na riž gor beluše, pa potem zalili, ampak jaz rajši uporabljam tako, ker imam večjo kontrolo nad trdoto belušev. Vmes večkrat pomešamo. Rižote naj ne bi kuhali tako, kot smo jo včasih, a ne, ko smo kuhali večje količine in smo potem riž zalili po neki meri oziroma količina riža pa določena količina tekočine, pa potem dali dušiti v pečico, pa je potem riž, tisti, ki je imel dovolj vlage, se napil preveč tekočine, pa je bil mehak, drugi pa je še surov ostal, tako da rižoto kuhamo vedno v manjših količinah in tudi, ko je rižota pripravljena, je tudi takoj zaužijemo. Še malce zalijemo. Ker vam pa jaz danes želim tudi malce
dopolniti tole našo rižoto. Bom pa še 2 šparglja lepo ovila v pršut in jih potem opekla na ponvici. To bo za tiste, kateri pač morajo vsak dan zaužiti en delček mesa in pa tudi taki šparglji pečeni na ponvici bodo dali potem tej rižoti še dodaten plemenit okus. Verjetno vas zanima, s kakšno količino zalijemo riž, ne. Količina tekočine za zalivanje rižot je čisto različna. Dejansko vsaka vrsta riža potrebuje določeno količino oziroma svojo količino. Eni riži pijejo več, drugi manj, ne. Seveda zdaj količino jaz enostavno naredim tako, da večkrat riž poskusim in ga tudi opazujem, kako izgleda, a ne. Ko je dejansko riž nekje kuhan tako, da je v sredini še ima belo pikico, da je še malo čvrst, potem je rižota kuhana. Ampak za rižote uporabljamo tudi najbolj pogosto riž, ki je okroglozrnat, ki je bolj škrobnat, a ne. Ta da potem tej rižoti tako sočnost, mazavost, žametnost, tako da so rižote potem dobre in okusne, ne. Malo še bomo podušili. Med tem časom bom pa tudi opekla na maščobi šparglje kot dodatek k rižoti. Sedaj imam kuhane tudi že vršičke. In tele šparglje bom dodala zdaj k rižu. Vidite, kako so lepi zeleni ostali. Malo še zalijem. Zdaj me boste vprašali, kam pa damo tiste šparglje, ki so oleseneli. Tiste šparglje uporabimo za osnove, za fond kuhati, nikar pa ne zavržimo, ker vedno je vsaka stvar pri zelenjavi tudi uporabna, ne. Tule še malo skrajšam. Tako, rižota bo vsak čas gotova, dodam še vršičke. In na koncu, seveda, zdaj poglejte, ne, kako izgleda rižota, ko je dušena tako, da jo ves čas rahlo mešamo in ugotavljamo, kdaj bo riž tisto primerno mehak, ne. Sedaj bom jaz k rižoti dodala še malo masla.
Prej na začetku ste videli, da sem dala olje. Zdaj dodam maslo, da izboljšam okus. Tako. Maslo se bo stopilo. In moja rižota je pripravljena. Jaz bom rižoto še danes izboljšala z strtimi zrni koriandra. Koriander zdaj imamo v zrnju, poleti pa lahko tudi lističe uporabimo. In sicer zrnje zdrobimo z nožem, pa malo sekljamo na deski. Dodamo, to bo en dodatni okus, pa dodala bom še par lističev za eno žlico porovih lističev. To jed je hitro pripravljena, tako da lahko tudi gospodinje po končani službi lahko na hitro pripravijo rižoto. Takole. Šiček za skoraj. In pa seveda kot dopolnilo, sem rekla, za tiste, ki morajo imeti malce okusa po mesu, še takole. Jed je pripravljena. Jaz vam želim dober tek.